Ja, seveda, ker programa nimajo, ne? Predsednica, Mi pa snemamo. Dober dan. naši člani tudi. Pozdravljeni. Dobrodošli v podcastu Po desnem pasu, mi se pa danes javljamo iz zasneženega Celja. Kljub vremenskim razmeram nam je uspelo priti in pa danes je z mano Polona Rifl, kandidatka na državnozborskih volitvah na listi SDS v tem kraju. Živijo, Polona. Živijo in hvala lepa, da ste prišli kljub tem vremenu v to naše zasneženo Celje. Mislim, da bo vseeno pravi odziv, pa da bomo tudi povedali par stvari, ki so zanimive za Celjane. No, se že veselim. Zdaj pa mogoče za začetek, če se malo predstaviš, s čim se ukvarjaš, zakaj si se podala v politiko? Ja, jaz sem upala, da se mi ne bo potrebno podati v politiko, če bi imeli seveda normalno državo. Glede na to, kam je ta zadnja vlada pripeljala našo drago Slovenijo, pa mi praktično, lahko rečem, skoraj da ni preostalo drugega. Konec koncev delala sem za prejšnjo vlado, bila sem državna sekretarka in po tem čiščenju janšistov povsod smo bili vsi, ki smo delali za prejšnjo vlado, kar malce označeni za neprimeren kader. Poleg tega, da sem videla, spremljala tudi, kaj se je dogajalo z ostalimi strokovnimi sodelavci po raznih državnih organih. In mislim, da to ni prav. Dobila sem povabilo predsednika, da bi kandidirala v Celju oziroma da se pridružim stranki in sem se zato tudi z veseljem odzvala. Ker pač res si želim spremembe, da je Slovenija, tako kot pravi naša predsednica, da je predsednica vseh, pa ni, ne? In želim, da je Slovenija država vseh, ne glede na to, kako razmišljajo, pa mislim, da mi ne razmišljamo nič narobe, ampak zgolj z neko zdravo pametjo. In da je manj ideologije na desnici, čeprav nismo, težko rečem, da smo mi tista skrajna desnica, ampak večjemu res desna sredina, da je pa veliko ideologije na levici, izključevanja, cancel culture in podobnih zadev, kar pa jaz ne podpiram. Ja, v bistvu programa niti nimajo, ne, in zato potem temeljijo samo na izključevanju pa na diskreditaciji političnega nasprotnika. Zdaj, oni so se tudi povzpeli na oblast s to parolo čiščenja janšistov, da bodo depolitizirali vse institucije. V bistvu smo pa zdaj videli, da so za svoje potrebe, se pravi za zaposlovanje lastnih kadrov, ustanovili dodatna ministrstva. Ne? To so včeraj tudi v bistvu imeli na Tarči. Zdaj, kako? Ja, pa ne samo ministrstva, še kaj drugega se ustanavlja za te zaposlitve lastnega aktivističnega kadra. Vemo, ne samo kader na, ne vem, nižjih pozicijah, ampak če samo gledamo državotvorne zadeve, kot so, ne vem, KPK, Ustavno sodišče, Banka Slovenije, čakali so v bistvu brez SDH, nadzorni svet. Čakali, so vnaprej imenovali že. Ja, ampak nadzorni svet do sedaj ni bil popolnen, sedaj so pa pred koncem mandata vnaprej imenovali svoje člane, tako da vemo, da tista vlada, ki bo prišla, bo zelo težko delala, kolikor ne bo prišlo do neke korenite reorganizacije celotne državne uprave. Vemo, da bomo zopet imeli potem vse te aktiviste, ki so sedaj zaposleni na ulicah. Upam, da bodo mediji, vemo, da so plačani mediji, ampak če hočemo biti državotvorni, bi se vsi ti Slovenci, ki delajo v medijih in novinarji, mogoče mogli vprašati ali pa si malce potrkati na vest, a je vreden tisti denar, ali so lahko vsaj malce državotvorni in objektivno pogledajo na stvar, kaj je dobro za Slovenijo, kaj je dobro za državljane, ne pa da zgolj ponavljajo mantre, ki vemo, da ne držijo, ki jih poslušamo od vladajoče koalicije. Skrajšali smo čakalne vrste, zvišali smo gospodarsko rast, gospodarstvo cveti in tako naprej, kot da res živimo v vzporednem svetu. Res je. Zdaj, rekla si, da si delala kot državna sekretarka, ne, v prejšnji vladi. Kako izgleda delo državnega sekretarja, tako da si tudi ljudje malo bolj predstavljajo? Ja, to je sicer funkcionarska funkcija, imenujete vlada. Bila sem državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo v zadnjem letu. To, kar jaz skozi poudarjam, ko me kdo vpraša, minister je človek, ki vodi politiko države, daje usmeritve, in deluje zelo na strateškem nivoju in nivoju vlade. Državni sekretarji smo pa tisti, ki zadeve operativno izpeljemo. In če nimaš dobrega državnega sekretarja, se zadeve ustavijo. In to vidimo recimo ravno pri tej vladi, ko opazujem. Vem, kako smo delali, predvsem jaz sem sodelovala z Moniko Kirbiš-Rojs, ki je bila državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo. Takrat smo se izpogajali za zelo velika sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost, ki jih ta vlada seveda ni znala počrpati. Usklajevale smo se, slišale po telefonih, delale popoldne, maili so
leteli tudi po noči, še tudi z državno sekretarko z Ministrstva za finance, in to je to, kar državni sekretarji delajo, operativo. Če pa ti postaviš si zopet svoje ideološke državne sekretarje, kot je ta vlada naredila, ne bom zdaj izpostavljala prvo ministrstvo, s katerim imam seveda največ opravka, ki ne razume vlogo državnega sekretarja, kot sem jo sedaj razložila, ampak igra svojo vlogo kot minister in hodi ravno tako po olimpijskih igrah, po raznih konferencah in tako naprej. Se pravi, imaš ti že potem 2 ali 3 ministre znotraj enega ministrstva, potem pa vemo, da to ne more funkcionirati in zato se vidi, da niso šli razpisi za kohezijo pravi čas ven, da nismo počrpali 600 000 evrov za digitalizacijo države in pa podjetij, ampak samo 43 milijonov namesto 600 milijonov. Zadeve stojijo in to je potem to, ker se gremo v bistvu, ne rečem samo, lahko rečem, državniški turizem, ne pa neko upravljanje države, kot bi bilo smotrno in kot je normalno. Skratka, oni se imajo fajn, zato so prišli na oblast. Ne? Tako. Zdaj, v tem tednu smo tudi spremljali poročilo Mateja Arčona o dosežkih te vlade, da situacija v Sloveniji je izjemna, gospodarstvo cveti, da imamo neverjetno gospodarsko rast. Po drugi strani pa je pa so na Bloombergu Adria objavili, da prvič nas Hrvaška prehiteva po kupni moči na povprečno neto plačo. Ja, vidi se, da ima neko desno-sredinsko stabilno vlado že kar nekaj časa na Hrvaškem, da so oni bolj kritični do te leve komunistične ideologije kot pri nas, ki je preplavila vse pore, lahko rečem, zdaj že skoraj globoke države, ker sem tudi sama na svoji koži, oziroma če delaš v tem sistemu, sam občutiš. In mislim, da vkolikor bomo nadaljevali na ta način v Sloveniji, vkolikor ljudje ne bodo dojeli, da tudi recimo populistično tole dvigovanje minimalne plače, da je to dobro, to se naredi, dvignejo se plače, absolutno, mi to podpiramo, ampak na drugačen način, ne da obremeniš in zmanjšaš konkurenčnost gospodarstvu, ampak na drugačen način, zato vzvode imamo. Mislim pa, da je problem trenutne koalicije, da ljudje, ki o tem odločajo, ne da niso nikoli delali v gospodarstvu ali to niti ni tako pomembno, ampak da niti ne poznajo osnov ekonomije, trga, kako deluje, kako deluje davčni trg, če nekaj narediš eno potezo, kateri domine se bodo naprej podirale ali vzpostavljene. In to je to, kar oni ne razumejo, ko jim pa skušaš razložiti kot dejstva, fakti bruti, te pa takoj označijo za skrajneža, janšista, fašista in tako naprej. Na koncu, namesto da bi se pogovarjali o dejstvih, kaj pač je, zdaj tako se večkrat reče, 1 + 1 je pač 2, ni 3, pa ni 8. Ja, oni vejo, da če bi dopustili nek svoboden dialog, neko, kako bi rekla, konfrontacijo različnih mnenj, potem bi se v bistvu pokazala vsa njihova beda, ki se v bistvu že kaže, samo oni se še vedno na vse kriplje oklepajo teh svojih stolčkov. In mi v bistvu imamo tudi recimo finančnega ministra, ki je posloval v davčnih oazah, celo potopil Adrio Airways, če se ne motim, minister Han, ki ima, se mi zdi, samo trgovsko šolo. Mislim, kako naj država funkcionira s takimi nekompetentnimi kadri v bistvu. Ja, dejansko smo degradirali pač vse funkcije, tudi niso spoštovane, zato tudi nekdo pameten ne gre v politiko. Zdaj sem se postavila v tisto smer, torej tudi jaz nisem pametna, ampak res me tako jezi, da sem se pripravljena izpostaviti, ker če ne bo več takšnih ljudi, ki želijo to narediti in nekaj pač prispevati, ne pa da so samo tiho in čakajo, kaj se bo zgodilo, potem pa bomo pomolili svoje glave na plano, potem se nam res ne piše dobrega. Ne vem, jaz imam tudi hčero in mi ni vseeno, ali bo zapustila to Slovenijo, ali bo lahko tukaj ustvarjala ali ne, ker to, da mi uvažamo ogromno število tujcev, nekvalificiranih delavcev, ne ustvarjajo dodane vrednosti, vsi ti pa, ravno sem gledala na 44 000 dovoljenj za delo, 200 000 priseljenih tujcev, vemo, da vsi ti pristanejo na naših sociali. Bila sem tudi v svetu zavoda 2 bolnic slovenskih in na koncu, ko smo pogledali sezname terjatev, se pravi neplačanih računov, smo ugotovili, da so večinoma tujci, vemo, kje je iz Balkana, gre za milijonske odpise, vse to plačujemo Slovenci. In to je tudi eno tisto breme, ki nastaja zaradi nepravilne politike. Namesto, da bi razbremenili mlade Slovence, da bi šli, kljub temu, da imajo toliko povedati čez Orbana, sledili demografski politiki Madžarske, da naredijo ta prave pogoje za slovenske družine, za slovenske otroke, za naše otroke, ki so intelektualci, ki študirajo, da ostanejo tukaj, da si želijo ostati in ustvarjati v Sloveniji. Potem vemo, da
majhna država smo in pri nas se te napačne politike lahko zelo hitro poznajo na terenu, prej kot v velikih državah, pa vemo, da velike države, sploh naše sosednje, se zavedajo, Višegrajska skupina recimo, in skrbijo za svoj narod, kaj se pa na zahodu dogaja, pa tudi zaskrbljujoče, ampak mislim, da se tudi tukaj zadeve spreminjajo in vse gre v neko bolj zdravo, razumsko, sredinsko. Pride pa do tega, da pride tudi do skrajnosti, kakor se naši mediji pač veliko poudarjajo, ampak izključno zato, ker so oni s svojimi woke politikami šli predaleč. In če greš predaleč, seveda dosežeš neko reakcijo. Ti ne moreš ljudi vse skozi posiljevati z nekimi neumnimi ideologijami, za katere pač ljudje s kmečko pametjo ne verjamejo. Jaz sam upam, da bodo se na te volitve odzvali ljudje iz podeželja, iz okolja, ker v mestih se mi zdi, da je ta indoktrinacija z leve še toliko bolj močna. No. Ja, to je res, se mi zdi sicer, da močno popušča, ker velik odpor je zdaj prihaja strani ravno mladih, ne, ki so najbolj izpostavljeni, se mi zdi, s temu in imamo dovolj. Zdaj, v zadnjem času smo spremljali tudi dvoboj med Luko Mescem in Blažom Brodnjakom, ne, nekim izzivanjem na burek, zdaj, zakaj se je tukaj šlo. Jaz sem to spremljala tako malo z enim ušesom in sploh ne vem, kaj se je tukaj Luka Mesec hotel iti. No, na tem soočanju gospodarskega okroga sem bila tudi jaz, namesto našega predsednika v imenu Slovenske demokratske stranke. In bilo je zelo zanimivo. Ja, seveda Brodnjak je povedal svoje stališče, katerega jaz absolutno podpiram. Zelo zdravo, razumsko, zelo realno. Luka Mesec in seveda finančni minister, ki je sedel poleg mene na moji levi in državni sekretar Frangež na moji desni, seveda niso bili nič kaj zadovoljni. Mislim, ta napad, ki se je potem zgodil na Brodnjaka in da mu je očital, da je on problem, se pravi Luka Mesec Brodnjaku, da je on problem, ker na takšen način komunicira, je pač neprimerno, ker napad se je zgodil v strani Luka Meseca, ker če bi Luka Mesec hotel sploh prisluhniti njegovim argumentom in poskušal razumeti, ampak zopet ne ideološko on razlaga sama dejstva, Brodnjak, potem bi lahko govorili v dialogu v Sloveniji, ampak oni na levi ne želijo dialoga, ker če se ti z njimi ne strinjaš, se oni s tabo ne pogovarjajo in grejo v tvojo diskreditacijo. In če on potem naprej razlaga glede teh svojih, kak izračun plače, pa še to narobe, da si niti to ne zračuna narobe, pol vemo, da nam vladajo ljudje, ki absolutno ne obvladajo poklica, za katerega so zelo dobro plačani ali pa preplačani, ker ti ljudje se s temi stvarmi ne bi smeli ukvarjati. Potem ta teden se je odkrilo na izredni seji Državnega zbora tudi to dejstvo, da ta vlada namenja milijone za projekte v tujini, se pravi v Veliki Kladuši, obnova vodovoda v Veliki Kladuši, Afganistan, Afrika, neko opolnomočenje žensk preko čebelarstva, ker si jaz, mislim, težko razložim, zakaj se sploh tukaj gre. Po drugi strani pa v Sloveniji v veliko krajih nimamo niti urejenega vodovoda. Mislim, kaj se gremo. Prav na to informacijo sem čakala, da bo prišla ven, ker se mi je zdelo, da Ministrstvo za zunanje zadeve popolnoma nekritično deli denar po teh tretjih državah. Jaz sem delala leta 2005 v Palestini, bila sem na Zahodnem bregu kot dolgoročna opazovalka volitev na postkonfliktnih področjih. Bila sem tudi v Nigeriji, Sierra Leonu, Bangladešu, Kambodži, Fidžiju, Nigeriji. In vem, kako te države nadzorujejo to porabo in kam gre ta denar. To je izključno ena velika korupcija, tudi če gre preko Združenih narodov. Recimo v Sierra Leonu, ker sem bila na terenu, praktično v džungli, v vasi, so v tistem trenutku pripeljali oziroma veliko denarja so donirali za riž, za riževa polja, za nasade in tako naprej. In kaj se je zgodilo? V tistem času so prišli s helikopterjem, ker je pa pač slabo dostopno, jaz sem bila tam z avtom, predstavniki Združenih narodov, da pogledajo, kako ta riževa polja rastejo, pripeljali so jih, peljali čez, ampak tam ni bilo riževih polj, nasajena je bila trava, ker so riž prodali v sosednje države. Tako da tam tako se potem razporeja ta naš denar. Ni nobene kontrole, veliko ga gre drugam. In zdaj, če si Tanja Fajon s tem kupuje funkcijo znotraj Združenih narodov ali kakšne druge mednarodne organizacije, bomo s to slovenski davkoplačevalci zelo drago plačali. Žal mi je, da moramo zbirati po 2 milijona za otroke z redkimi boleznimi.
popolnoma nekritično in mislim, da živijo v popolnoma napačnem svetu ti ljudje, sploh pa za Tanjo Fajon, jaz ne bom nikoli pozabila posnetke, ne ve, kakšna je slovenska zastava, ne zna slovenske himne, usede se kljub temu, da je dajo slovaško zastavo namesto slovenske zastave, takšna zunanja ministrica je sramota v Sloveniji. Poslušamo njene izjave, kako je nevarna politika, ki promovira družino in neko nacionalno zavest in mislim, da tu gre ta politika v razgraditev države in rekla bi prav zopet izdajstvo slovenskega naroda. Komaj smo si borili to našo državo. Govorila sem zadnjič z rektorjem bivšim univerze, ki je rekel, kako je bil vesel leta 1991, ko smo se osamosvojili, sedaj je pa globoko razočaran, kam smo mi to pripeljali. Lahko bi rekli tukaj, da se obnašamo kot svinje z biseri s to našo državo. Res je. V bistvu bi lahko to nakazovanje milijonov v tujino lahko primerjali z nekim pranjem denarja. Ja, jaz sem tukaj sploh, če vidim, da je šlo recimo za električne avtomobile v Črno Goro, jaz sem skoraj zagotovo, da je kdo dobil kakšen denar nazaj ali kakšen avtomobil. Tukaj ni nobene kontrole, tukaj ni, mislim, da se tu zelo, zelo hitro lahko opere denar. Ne bom pa nič rekla, dokler nimam dokazov, ampak to so zelo, seveda, velike možnosti, no. Zdaj pa mogoče za konec, če si izvoljena v parlament, jaz mislim, da ja, jaz mislim, da so možnosti danes izjemne, tudi kandidati naši so zelo dobri, ste zelo dobri. Kaj je tista prva stvar, ki bi jo popravila? Ja, jaz mislim, da je, mogoče gremo kar po receptu Nike Kovač. In se pripravi, omnibus. Tako je, da vse te slabe ukrepe pač razveljavimo, potem pa seveda gospodarstvo, zato moramo razbremeniti, da bomo sploh lahko pridobivali nove davke noter, ampak da zagotovimo, da bodo gospodarstveniki ostali, moramo neko stabilnost zagotoviti tudi naprej, tako da to je zagotovo eden izmed prvih ukrepov, ki bi jih ta vlada mogla narediti, mislim, da je tudi v planu to, če bo pač desna sredinska vlada. Potem je pa še zelo, zelo veliko dela zmanjšanje javne uprave, mislim, da je bilo to potrebno. Ne vem, kako se bo, to je moje osebno mnenje, kaj se bo v koaliciji dogajalo, kakršnakoli bo, ne vemo. Ampak mislim, da so res zdajle dobri obeti, dobra klima za desno-sredinsko vlado. Dej, če se sam Celje dotaknem, Celje je precej lev volilni okraj, v 5. volilni enoti od vseh SDS-ovih okrajev najslabši glede podpore stranki do sedaj. In če da bi prišla jaz v parlament, bi v bistvu 15% več volivcev moralo glasovati zame oziroma za SDS, kot so na prejšnjih volitvah. Ampak kolikor že bom zelo hvaležna, ker je to pač en kamenček v mozaik zmage Slovenske demokratske stranke na marčevskih volitvah. Ja, res je. Konec koncev smo vsi tukaj zato, da pomagamo skupaj narediti nekaj dobrega, da delamo za skupno dobro. Sicer pa jaz mislim, da v teh prelomnih časih se lahko pripravimo tudi na kakšna presenečenja in mislim, da so obrati možni tudi na najbolj levih okrajih. Tako da Polona Rifelj, jaz ti želim vso srečo na prihodnjih parlamentarnih volitvah in pa seveda gremo na zmago. Hvala lepa tudi jaz tebi, želim ti, da prideš v parlament, takšne mlade rabimo in iskreno čestitam mladim slovenskim demokratom, ker izvrstno delate na terenu, mislim, da ste unikum v Sloveniji, delate prostovoljno, zelo ste strokovni, izobraženi in res sem ponosna, ker v tem vidim prihodnost. Hvala lepa še enkrat.